Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Kot že veste, je to zame pre-workout meal res simpel. 160 gramov špagetov, ena cela mozzarella in malo paradižnikove omake. To je to, keep it simple. Pred treningom top, da se napolnimo z ogljikovimi hidrati, z maščobami od mozzarelle in smo spremni za današnji workout. Zdaj malo enkrat pričakujte, ko bom nad 4000 kalorijami, bom naredil po mojem še en full day of eating. Trenutno sem na 3800, tako da manjka še zelo malo do 4000. Bulk napreduje dobro, recimo pred 2 tedni se je v bistvu moja teža nekako malo ustavila, ko sem bil na 3600 kalorij, se je teža ustavila in ni hodila več gor, potem sem dvignil tudi na 3800 in ni še vedno hodila gor. In v bistvu to je bil potem perfekten čas za nek cheat meal in sem si privoščil cheat meal, smo šli s prijateljem, neke burgerje, perutničke, če imam kakšno sliko vam dal tu. V glavnem cheat meal je bil basing in to mi je ful pomagalo za moj metabolizem, da ga malo v bistvu presekam, da ga dam v en šok, bi se reklo. In zdaj v bistvu je teža vada zaradi cheat meala šla gor, ampak potem je naslednji dan, ko sem jedel normalno, je začela padati spet normalno, glede na to, da sem dosti manj kalorij pojedel, 3800 je dosti manj, kot pa sem pojedel takrat, ko sem imel ta cheat meal. In zdaj počasi se spet premika gor. Smo v bistvu komaj na začetku februarja, ampak je cilj za konec februarja nekje 88 kg. Trenutno sem nekje okoli 87, malo pod 87. Majhna ustavitev bulka, ampak napreduje kot mora. Pojem ta amazing plate pašte in potem se vidimo, ko se pripravljam za iti na workout. Danes chest and back workout. Ampak preden začnemo zaprav s tem videom, ne pozabi spustiti lajka, vzami si 5 sekund, pejdi dol, klikni na like in klikni na subscribe, če še nisi. It's free, it takes 2 seconds, so do it. Pre-workout imamo 1 scoop Torfuel, 1 pill EGDI, 6-7 gramov kreatina in 5 kreksov himalajske soli. Tudi jaz sem spreman, ta hoodie je postal sigurno moj favorite hoodie. Fit je crazy, oversized. Nič, pre-workout je ready, 1 pill EGDI in bom pojedel tudi ta en cereal bar. Glede da do zdaj sem malo nizko na kalorijah, tako da pride prav. Zdaj zelo malo si bom po mojem iz Jim Beama vzel en v bistvu intra workout, ki so v bistvu hitri in počasni ogljikovi hidrati za pit med treningom. To pač samo zares za mi olajšati ta bulk s temi kalorijami, ampak ker je res ta intra workout so v bistvu samo ogljikovi hidrati. Je tipo ena merica teh je tako 120 kalorij se mi zdi, nekaj takšnega in so samo ogljikovi hidrati. In zdaj postaja res tako težko, pač vedno težje zadeti ta cilj ogljikovih hidratov, ker s tem, ko hodijo kalorije gor, beljakovine se skoraj nič ne premikajo, maščobe tudi skoraj nič, zelo malo, ogljikovih hidrati pa se večajo in je vedno več gramov teh ogljikovih hidratov. Tako da si bom zdaj prej ali slej vzel en ta intra workout od Jim Beama, ki sem videl. Pa ko ga bom imel, ga bom reviewal, vam bom povedal, kaj si mislim, ampak v glavnem to, da veste, zdaj verjetno v naslednjih videih bo nek intra workout že začel biti, da ga bo začel piti med treningom. Pre-workout dan, jaz sem tudi ready, tako da zdaj grem na workout, se dobimo tam pred fitnessom, da bom razložil samo kateri vaj bom danes delal, prsa, hrbet, vse večinoma so vedno iste. Bi vam samo spomnil, da imate prvi link in the description od Jim Beam spletne strani, če vam rabi kaj od supplementov, od klovcov, tudi ne, se ne vidi, imam stringer njihov od spodaj. Če vam rabi karkoli, pejte prečekirati in če želite mene osebno supportati in vi dobiti 5% popusta, lahko uporabite mojo kodico MAX5. Zdaj pa gremo na workout. V glavnem današnji workout imamo chest and back. Chest začnemo z incline dumbbell press, potem gremo na en machine flat press in potem gremo na machine incline press.
To so 3 za prsa in potem za hrbet. Prvo vedno začnem s prsi, potem grem na hrbet. Itak prej kratko segrevanje za prsa, potem ko končam prsa, kratko segrevanje za hrbet. In hrbet začnemo z barbell rowsi, potem gremo na seated one arm pull downs, oziroma pull samo. In potem gremo na cable pullovers, torej 3 vaje za vsako. Gremo res heavy working sete, če se potem počutim pri vsaki, da bi lahko mogoče še malo boljše naredil katero vajo, oziroma da sem malo preslabo naredil, potem naredim za vsako mišično skupino še eno vajo, tako da odvisno. Večinoma je to vedno tako, 3-3, kakšenkrat pa mogoče tudi 4-4 ali pa 3-4-4-3. Tako da to je plan za workout, let's go! Spet je zmanjkalo gozdnih sadežev, tako da je takšne barve spet. Shake, magnezij sem že spil, you already know, vedno isto. Torej, kako uspešno bulkati, kako učinkovito bulkati, moji nasveti glede na moj bulk. Kot ste videli v thumbnailu, v bistvu sem dal sliko od začetka, čisto začetka bulka, od oktobra, ko sem imel 76 kg in sem dal moj najbolj sodoben fizik update, ki jih delam vsake toliko na Instagramu. Torej dan 120 je bila tista slika od bulka in tam sem imel približno 86 kg.
torej v 4 mesecih sem dobil, bi se reklo, 10 kg. Če primerjate obe dve sliki, lahko vidite, da normalno izgledam dosti večji. Telesna maščoba se je dvignila, ampak se je dvignila res minimalno, glede na to, da sem dobil že 10 kg. Od teh 10 kg je veliko mišic, je veliko mišične mase in to je sigurno cilj lean bulkanja. Dodajanje čim več mišične mase s tem, da si zvišamo telesno maščobo za čim manj. Bi kar začel pač z mojimi nasveti. Prva stvar, ki mislim, da je ful pomembna, je tip treniranja oziroma nekako treniranje na splošno. Pri treniranju je res ful pomembno, da si nekako na začetku bulka, da si določite nek workout split, neke vaje, ki jih boste izvajali za večino bulka. To je res težko, tako si čisto na začetku bulka določiti in potem za cel bulk boste imeli isto. Naprimer, tudi jaz sem si določil na začetku neke vaje in se je v bistvu ta workout split do zdaj malo spremenil. Nekatere vaje sem dal ven, nekatere sem dal not, malo sem spremenil, malo sem rotiral tudi dneve. Ampak važno je v glavnem to, da delate neke ful podobne vaje. Idealno je, da delate iste vaje od začetka do konca bulka in da si zapisujete progres. Jaz osebno, naprimer, ne delam tega, da si pišem v beležko, ampak pač imam novce na iPhonu in si pišem vsak trening, si ne zapisujem vsak trening, ampak si zapisujem vsako vajo, koliko sem delal kilažo prejšnji trening. Tako da vem, kje sem ostal in da lahko potem od tu delam naprej in da potem napredujem. In to mi pomaga pri progressive overloadu. Najpomembnejša stvar progressive overload glede treniranja pri bulku. Drugi nasvet, hrana. Stalno morate biti v surplusu. Pomeni, da pojeste malo več, od koliko porabite v enem dnevu. V bistvu ful začetnikov stragla in ima težave s tem, da koliko kalorij more pojesti. Če se še niste ulovili s kalorijami, greste na internet, napišete TDEE kalkulator, si izračunate, koliko kalorij morate jesti za maintainati, za zadržati svojo težo. Si izračunate, tam vas vpraša, koliko krat na teden trenirate, koliko ste visoki, koliko imate let, koliko je vaša kilaža in glede na te podatke lahko glede te neke standardizirane formule ta kalkulator določi, koliko kalorij vi morate približno pojesti za zadržati vašo težo. Vi jejte te kalorije, tu je mišljeno, da si zapisujete kalorije, vsi poznamo že aplikacijo MyFitnessPal, torej da si v aplikaciji MyFitnessPal daste kot cilj dnevni kalorij, to število kalorij, ki vam je TDE kalkulator dal in probate to število kalorij jesti za en teden. Če vidite, da se vaša teža ne spreminja, potem ste našli vaš maintenance level kalorij. In potem, ko začnete bulk, začnete z surplusom, torej dodano vrednostjo kalorij, recimo 300 kalorij. Zvišate za 300 kalorij. Jeste to en teden in vidite, da vam počasi teža začne rasti. In dokler teža raste, jeste to število kalorij. Tako sem jaz na začetku bulka, sem jedel 2400 kalorij in če me spremljate na Instagramu, stalno dajam. Sproti vsak tretji, četrti teden recimo dodajam po 200 kalorij. In samo višam. In sem od oktobra, kjer sem jedel 2400 kalorij na začetku bulka, trenutno prišel na to, da jem 3800 kalorij. Torej sem dodal 1400 kalorij že, zelo kmalu bom mogel dodati še 200 in bom prišel na 4000 in do konca bulka bom sigurno še parkrat mogel dvigniti. Tretji nasvet, ki je povezan z drugim, ker je spet o hrani, je to, da jeste zdravo hrano. Lean bulkajte, absolutno lean bulkajte, ne dirty bulkat. V bistvu mene folk vpraša, ja, kakšno hrano ješ, zdaj ki bulkaš, glede na to, ki si jedel prej, ko si, ne vem, hujšal ali pa si zadržal svojo težo. Isto hrano jem, samo jem dosti več, z par dodatki, ki so pač res calorie dense foods, kot klasično mandljevo maslo,
Torej, iščem stvari, ki imajo več kalorij. Naprimer, če ne bi imel težave sem našel, da me v bistvu laktoza daje malo težav. Če ne bi imel težav s tem, bi namesto manjšega mleka pil navadno mleko, ker ima dosti več kalorij. Si v pašte začnete dajati neke omake, ki so kalorično dense in tako naprej. Ampak vse morate keepati the food clean. Keep it clean. Mišice, ki jih boste pridobili, bojo dosti bolj kvalitetne, če boste počasi in z zdravo hrano bulkali, namesto kot pa z dirty foodom in da boste si takoj nabili gor kilažo, ker bo to večinoma maščob, če boste tako hitro šli gor s kilažo. Tu bom zdaj dal nekje na screen, mogoče na celoten screen, če mi bo uspelo. Bom dal graf moje teže od začetka bulka, od oktobra. To je graf iz aplikacije MyFitnessPal, kjer si zapisujem kalorije, ampak v to aplikacijo si zapisujem tudi vsak dan jutranjo težo. In kot vidite, je v bistvu, če bi zoomali out malo ta graf, je tako kot ena realno ravna črta, počasi raste, ampak ravna črta, nič. Nobeni viški ogromni, nobeni paci ogromni. Viški in paci so malo, valjda, ne more biti perfektno, nisem robot. Če so kakšni malo višji viški, je mogoče to kakšen cheat meal, ampak to je normalno. Ampak vse skupaj lahko vidite, da v bistvu črta napreduje enakomerno, enakovredno. Naslednji moj svet za uspešen bulk je rest oziroma počitek. Torej, s tem mislim in spanje in rest day. Glede spanja res priporočam najmanj 6 ur spanja do nekje 8 ur. Tu nekje med 6 in 8 ur je ta zlata številka. Ful pomeni, da imate kvalitetno spanje, ker med kvalitetnim spanjem, med spanjem se gradijo mišice. Mišice se ne gradijo v fitnessu, mišice se gradijo doma, ko ležiš, ko počivaš, ko si dal kalorije, ko si dal regeneracijo v svoje telo in pustiš telesu, da opravi svoje, da regenerira mišice in da mišice rastejo. Res priporočam, da si nekako naredite, da mogoče v istem tednu imate 2 rest daya, ali pa tako kot naprimer imam jaz, kjer v bistvu imam en workout split, 3-dnevni, potem imam rest day, še en workout split 3-dnevni in potem rest day. To pomeni, moj celoten workout split je 8 dni. Samo imejte v glavi, da je treba počivati in overtraining, če se počutite res, da nimate več energije, da ste weak, da mogoče vam začne progres se zaustavljati ali pa da ne morete dvigovati več. To je sigurno mogoče ena izmed napak, ki jih delate. Mogoče ali jeste premalo, ali pa premalo restaste. To ste dve napaki, ki med bulkom se ful zgodijo. Upam, da takšni videi pridejo prav nekomu. V tem obdobju si veliko folka vzame čas za bulk, za nabiranje mišične mase. Glede na to pa, da dobivam tudi ful vprašanj na to temo. Veliko folka gleda videe ni subscribeno, tako da če si pogledal oziroma pogledala več kot 3 videe in nisi še subscriben, je zdaj čas subscribe. Jaz sem tudi tašen, vem. Moram par videov pogledati, preden se odločim, če se bom subscribal. Tako da, če si pogledala že par videov, klikni subscribe button, join the family. Letos ciljamo na 10k subs, tako da jaz vem, da nam bo uspelo. Ti pa mi lahko pomagaš, da nam to čim prej uspe. In se vidimo, folk, naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.